Živijo, dragi naši, in lepo pozdravljeni v mistični napovedi tedna. Kristi sem z vami in tokrat bi vam rada nekaj povedala o vranji polni luni, ki je pred vrati. Stari Indijanci so vranjo polno luno definitivno imeli za nekaj posebnega in tudi jaz jo imam, pa bom povedala zakaj. Predvsem mogoče tokrat zaradi tega, ker prihaja po velikem karmičnem enakonočju in zdaj se te energije uspešno in vztrajno tudi nadaljujejo. Vranja polna luna ta teden je v bistvu posebna zaradi tega, če gledamo njeno legendo oziroma njena simboliko in tako naprej, simbolizira več stvari. Ena stvar je, da simbolizira to, da črvi, ki so v zemlji, tokrat uspejo zelo to zemljo razorati in potem prihajajo zadeve na plano. To pomeni, da tisto, kar je v tvoji podzavesti, tisto, kar se skriva nekje v globinah tebe, pa mogoče, ko hodiš zavestno po življenju, torej tudi ko hodiš po tleh, mogoče ti ne veš, kaj te črvički delajo v zemlji, bo tudi pri nas prihajalo na plano. To pomeni, da recimo nekatere stvari, za katere si sploh nisi pričakoval, da so v tebi, lahko pridejo na plano, ampak tokrat mislim predvsem na zelo pozitiven način. Seveda se vedno mora delati na podzavestnih vzorcih, pa tokrat nam pa v bistvu ta vrana simbolizira neke starodavne moči, mogoče že malo moči magije in tako naprej. Vrane so zelo take hude znanilke magije, čarovnije, opazovanja, manifestacije tudi. In zdaj, če združimo v bistvu ta dva sporočila, če združimo to, da je v tebi nekaj, kar mogoče sploh še ne veš, da je, in če to uspeš opazovati, delati na tem, meditirati in manifestirati, potem lahko dosežeš izjemno manifestacijsko moč. Pa vendarle, ogromno ljudi sploh na tem planetu ne ve, da so talentirani. Ne vejo, da imajo v sebi določene sposobnosti, za katere si divje želijo, da bi jih lahko izrazili, ampak ves čas v sebi govorijo, jaz tega nimam, jaz tega ne znam, jaz tega ne bom zmogel, ne bom zmogla. To je zaradi tega, ker te ponavadi zunanji svet, okolica že od majhnega nekako proba zatirati, te proba narediti v vzornega prebivalca zemlje, ki bo sledil navodilom drugih ljudi, in zelo malo ljudi je, ki si dovoli na svoj unikaten način neke stvari prizemljiti, povedati, deliti svetom. Zato, ker se ljudje bojijo kritik, bojijo se ljubosumja, bojijo se, da bodo dobili polena pod noge in tako naprej. Vranja polna luna je definitivno energija, ki lahko pri tem pomaga. Pomeni, da si priznaš, kaj si želiš, da si priznaš, da nosiš neke sposobnosti in da si jih želiš razvijati, ne glede na to, kaj bo zunanji svet rekel. Razumeš, ne? In to je nekaj resnično toliko zelo čudovitega, da jaz bi rada potem dodala, ker so vse dobre stvari tri, torej zdaj imamo nekaj, kar se dogaja pod površjem, potem imamo vranjo polno luno, ki spodbudi ogromno neke mistike in manifestacije. Seveda imamo pa zelo radi tudi pri vsem tem angele, ampak seveda tokrat malce bolj mistične angele. In mislim, da je prišel čas, da vem, da vi angele poznate, pa vendarle eden izmed angelov, pa vidim, da ni mogoče toliko zelo poznan, in to je nadangel Sakiel. Nadangel Sakiel je res tak čudovit angel, kateri ima ogromen alkimistične moči, jasnovidne moči, manifestacijske moči, in predvsem je toliko močen nadangel, ki zna združevati pole meditacije, manifestacije, potem vsega tistega, kar ti kot nosiš duša v sebi, in mislim, da je prišel čas, da ga tudi malce na širše spoznate. Zaradi tega z veseljem sporočam, da 28.3. na spletu organiziram čudovito meditacijo mistično z nadangelom Sakielom, kjer bomo najprej odstranili tuje misli, torej kar so nas prepričali, da bi mi mogli biti. Nam s tem odvzeli samozavest. Vse kritike, ker so nam rekli, da slabo delamo, da ne smemo tako delati, da bi mogli biti taki, kakor drugi ljudje hočejo. To je številka ena težava, zakaj ti ne moreš priti do svojega potenciala. Pa vendar je nadangel Sakiel nadangel, ki te vpraša, za koga si prišel živeti na ta planet? To je zelo dobro vprašanje, ki si ga postaviš, za koga sem prišla živeti na ta planet.
In definitivno si jaz želim, da si tukaj zase, tudi če sodeluješ z drugimi ljudmi. Tako da, ko se bojo odstranili ti tujki, ti motilci, ki so ti bili zasajeni v da v sebi verjameš nekaj, kar sploh ni resnica, in da si dobesedno pozabila svoj potencial, nas pa čaka velika manifestacija. Torej bomo iz globin bomo potegnili ven tvoje potenciale, tvoje talente in tvoje sposobnosti manifestacije. In definitivno me zanima, kaj se bo dogajalo potem. Mi bomo pod vplivom te vranje, konkretno polne lune, kar nekaj časa, mislim, da nekje tam do 9 dni, tako da je to nekega izjemnega pomena. Seveda pa te vabim, da pogledaš tudi Čarovnija se nadaljuje pri tečaju angelske komunikacije, čisto nov tečaj, ki se bo odvil aprila in potem še maja na spletu. Dve variante imaš, res nek tak čudovit, nek tak poseben tečaj, kjer spoznaš vse te angele, Remiela, Sakiela, Barakiela. Razumeš, rada bi vam predstavila malce tudi mistično plat angelov in kaj lahko z njimi dosežeš v svojem življenju. Tukaj je tudi tečaj tak malo bolj nežen, takih bitij kot so morske deklice, samorogi, vile, zmaji in tako naprej. Tako da vse to prihaja zdaj v aprilu, pokukaj na potovanjedusa.si in definitivno se veselim, če preživiva čas skupaj in verjamem, da ta teden je čas opazovanja, zato poglej, kaj se okrog tebe dogaja, ker verjamem, da ti bo Sakiel in ostale energije, da ti bodo pokazale, kaj se ti zmoreš in mogoče pa čas za spremembo. Tako da lepo se imej, se vidiva in čau.